Gre pa za to, da je običaj, da se sindikati na evropskem nivoju, vse transportni poskušamo dobiti zmeraj z aktualnim predsedujočim ministrom Evropske unije. To se pravi za tistimi ministri, oziroma vlado, ki trenutno predseduje Evropske unije. Zato, ker bo Slovenija naslednje leto to predsedstvo prevzela, smo mi zaprosili za razgovor z našim prometnim ministrom in moram reči, da se tudi naš prometni minister temu odzval, zadeva je stekla in tako je danes poteka ta sestanek. Mi bomo se 12. dobili na ministrstvu, kjer bomo obdelali vse te teme, katere vam bodo zdaj mogoče kolegi poskušali predstaviti. To da vam še povem na kratko. Prvi na desni je predsednik Evropske transportne federacije, zraven je njegov sekretar, gospa Ina Lena je sekretarka v sekciji za civilni zračni promet, Eduardo Šagas je pa generalni sekretar te naše Evropske transportne federacije. Mene pa tako verjetno že poznate, jaz se sicer pa ne bom več kaj pogovoril. Dobro jutro tudi z moje strani. Zelo sem vesel, da lahko tudi predstavniki slovenskih medijev nekako negujemo ta stik, kajti za nas je danes pomemben dan. Po eni strani zato, ker Slovenija seveda prvič prevzema predsedovanje Evropske unije od njenega članstva v Evropski uniji. In kar je zelo pomembno za nas, je seveda, da to kaže tudi nek znak politične kulture, da Slovenija nenazadnje v pripravi na to predsedovanje vodi tudi dialog z socialnimi partnerji, torej za predstavniki delojemalcev. Kar je pomembno za nas na današnji dan, da smo tukaj kot delegacija Evropske federacije delavcev v prometu in da bomo seveda Sloveniji kot predsedujoči v naslednjega pol leta predstavili, nenazadnje, da nam Slovenija predstavi svoja izhodišča v svojem dogovorjenem programu na tem področju, po drugi strani pa, da mi tudi z naše strani predstavimo naša težišča kot predstavniki delojemalcev. In sicer bomo današnji pogovor vodili seveda po posameznih področjih, kot so zastopane v naši federaciji, to je cestni promet, potem področje civilnega letalstva, železniški promet, rečni promet, pomorski promet in delo z pristaniškimi delavci. In bomo pri tem seveda nekako z naše strani dokumentirali tiste tematike, ki jih bodisi slovensko predsedovanje ponovno vpeljuje v sam program ali pa v bistvu tista področja, kjer se morebiti pojavljajo kakršnekoli problemi in kjer bo potrebno pač storiti določene dejavnosti v teku predsedovanja. In preden bom podal besedo tudi našemu generalnemu sekretarju, da vam povem morebiti nekaj posameznih težišč današnjega pogovora, bi vendarle še poudaril, da je ta današnji pogovor zelo pomemben z vidika socialnega dialoga z političnim predsedovanjem Slovenije in zlasti zato, ker je nenazadnje tudi ta predstavitev nekako stališča delojemalcev zelo pomembna v prostoru evropske prometne politike, kajti evropska prometna politika je nenazadnje tudi okoljska politika, socialna politika, družbena politika in to je v bistvu pomemben cilj posameznega predsedovanja. In vsebinsko bi zdaj predal besedo našemu generalnemu sekretarju.